V tokratnem podcastu je z nami kulturna menedžerka, dolgoletna novinarka in kulturna urednica na Radiu Študent, organizatorka in pobudnica številnih umetniških festivalov, nenazadnje tudi predsednica Nacionalnega sveta za kulturo, generalna direktorica Cankarjevega doma Uršula Cetinski. Gospa Cetinski, kaj razmišljate na poti v službo? Ja, ponavadi razmišljam, pravzaprav je tako žalostno reči, ampak v resnici je tako, da ponavadi razmišljam kar o težavah, ki jih je potrebno reševati, ne. Zaradi tega, ker seveda, ko si generalni direktor takšne institucije, v kateri je zaposlenih malo več kot 160 ljudi in ki na leto pripravi več kot 2000 dogodkov, pravzaprav prihajajo do tebe samo tiste zadeve ali pa ne samo, no, bi bilo krivično tako reči, ampak predvsem tiste zadeve, ki jih je potreba razreševati, ki so recimo zapletene, ki jih moji sodelavci iz kakršnihkoli razlogov sami ne morejo razrešiti. Zato je pravzaprav biti v Cankarjevem domu na tem delovnem mestu kar služba, ki se ne konča. Ta Cankarjev dom je z mano pravzaprav dejansko 24 ur na dan, zelo pogosto v Cankarjevem domu tudi sanjam in na žalost lahko rečem, čeprav terapevti pravijo, da to ni dobro, da ga nosim tudi s sabo na počitnice, ki so vedno zelo kratke. Torej, to ni služba, ampak je nek način življenja zagotovo. Omenili ste težave, pa trenutno največji izziv? Največji izziv je pravzaprav, kako pridobiti mlade ljudi, da bi se z veseljem zaposlovali v Cankarjevem domu, predvsem v tehničnem sektorju. To niso neke težave, to je neko dejstvo. Ravno včeraj sem se pogovarjala tudi z direktorjem ljubljanske opere, pa z direktorjem SNG Maribor, in vsi smo bili nekako enotni, da te težave se pojavljajo, ker so na žalost tehnični kadri v kulturi močno podplačani in veliko več denarja dobijo, če delajo recimo izven kulture, predvsem pa v gospodarstvu. Zato si nekako že kar nekaj let prizadevam, da bi tisti, ki o tem odločajo, to opazili, da takšne plače res ne morejo biti in da so ta delovna mesta popolnoma nezanimiva za mlade, čeprav so pravzaprav lepa delovna mesta, ne. Recimo, če si ti oblikovalec luči ali pa lučni mojster v Cankarjevem domu, tonski, scenski, ne. Pravzaprav spoznaš veliko najrazličnejših umetnikov z vsega sveta, pa tudi Slovenije, zelo tesno deluješ z njimi, prispevaš temu, da nastanejo nova umetniška dela, je pa seveda in nauči se zelo veliko. Tukaj pa z gotovostjo lahko rečem, da Cankarjev dom zaradi teh 7 odrov, ki jih ima, in zaradi te več kot 2000 prireditev na leto ponudi mlademu človeku ali pa človeku srednjih let, ki želi to zaposlitev, toliko izkušenj, da jih potem lahko kjerkoli bo drugje zaposlen nese seboj, ne, in da je to nekaj neprecenljivega. Je pa seveda tako, ne, za vsakega, ki živi v Sloveniji, je pomembno tudi, da ko dela, dobi takšno dostojno plačilo, da si lahko plača vsaj najbolj osnovna sredstva, kot je recimo stanovanje, poskrbi za družino, za hrano, pa tudi še za kaj drugega. Koliko časa pa sploh še imamo Slovenci za kulturo? Ja, za kulturo se mi zdi, da Slovenci imamo presenetljivo veliko časa, glede na to, da kultura ima vsak dan več konkurence, ne. Že če pogledam čas moje mladosti, recimo pred 30 leti, ne, je bilo veliko manj možnosti za preživljanje prostega časa, ne. Človek ne izbira samo med kulturo, ampak izbira tudi med športom, med drugimi dejavnostmi. Še pred 30 leti nismo živeli za zasloni, nismo imeli igric, nismo imeli toliko ponudbe, kar zadeva televizijo, kar zadeva neke naročniške programe, glasbo in tako naprej. Torej smo v bistvu
imeli takšni kulturni centri, kot je Cankarjev dom, kot so gledališča, veliko manj konkurence. Ne? Ampak kljub temu, recimo, če greste danes v Cankarjev dom decembra, boste videli, da so prireditve številne, da so naši obiskovalci tako malčki, ki pridejo iz vrtcev, pa potem šolari, pa potem srednjih let, pa potem tudi ljudje, ki so stari več kot 90 let. Ne? In da so vse te prireditve, recimo decembra, skoraj razprodane ali pa čisto razprodane. Ne? To pomeni, da si vendarle ljudje vejo, kakšna je razlika med tem, če nekaj spremljaš, recimo ples, glasbo in tako naprej, preko posrednika za zaslonom ali pa se odločiš in greš v živo. Ker če greš v živo v neko gledališko hišo ali pa v Cankarjev dom, to pomeni, da pravzaprav ne doživiš samo tega, kar se dogaja na odru, ampak da najdeš tam neko skupnost ljudi, ki ti je podobna. Recimo na festivalu LIF najdeš ljudi, ki so ljubitelji filma in z njimi je prijetno biti, če tudi jih osebno ne poznaš. Torej, to je nek socialen dogodek, nek način življenja. Mi smo imeli pred kratkim razstavo Ravnikarjevih risb in potem je prišla do mene ena starejša gospa in je rekla, da se zahvaljuje vsem, ki delamo v Cankarjevem domu, zato ker zdaj na stara leta je življenje za njo veliko bolj skromno, oropana je mnogih stvari, ampak še vedno pa obstaja Cankarjev dom, kamor z veselje prihaja. Torej, to pomeni, da gre zagotovo za nek javni zavod, za neko kulturno hišo, v kateri ljudje doživijo veliko lepega. Tudi če jim kakšna predstava ali pa koncert ni najbolj všeč, je to nek pozitiven, je to nek lep dogodek. Kdo pa potem stoji v ozadju, da lahko izbirate primerne vsebine, ki lahko praktično privabijo, kot ste dejali, vse generacije? Ja, pravzaprav kar veliko ljudi, ne. To so moji kolegi iz tako imenovanega kulturno-umetniškega programa, ker kot sem rekla, ne, mi smo ustvarimo približno več kot 2000 dogodkov na leto, od tega recimo je 80% umetniških, 20% je pa tako imenovanega tržnega programa, ko pa v okviru naše kongresno-komercialne dejavnosti pravzaprav ljudje lahko najamejo dvorane za svoje dogodke. Ampak v okviru umetniškega programa imam zelo tesne sodelavke in sodelavce. Recimo Barbara Rogel skrbi za vse tisto, kar ponudimo otrokom, mladostnikom, to je tako imenovana kulturna vzgoja, pa tudi za humanistiko. Mi se izjemno veliko posvečamo literaturi. Potem Aleš Drenik je kolega, ki ustvarja klasično glasbo, tisto, kar je klasičnega, ima zelo lep pregled na tem, ustvarja zlati abonma. Simon Popak skrbi za filmski program, za LIV, za festival dokumentarnega filma. Naša kustosinja, mlada Katarina Hergovc, skrbi za razstavni program, Bogdan Benigar skrbi za jazz in glasbe sveta in potem tudi Andrej Jaklič skrbi pa za gledališče in sodobni ples. To so moji kolegi, ki potujejo po svetu, jaz bolj malo, sem skoraj da ves čas v pisarni, ampak oni potujejo po festivalih, pogledajo, kaj bi bilo primerno za Cankarjev dom, imajo zelo dobre kontakte tudi z drugimi gledališči, ne samo v Sloveniji, ampak tudi po vsem svetu. Tako da oni potem predlagajo nek nabor vsebin, jaz se pa bolj ukvarjam, da vseeno imam tudi za svojo dušo nekaj, ne? Recimo s takšnimi festivali, ki pa potem povežejo različne kulturne institucije. Veliko sem se recimo ukvarjala z to naravoslovno razstavo, ki je bila prvič v zgodovini Cankarjevega doma prirodoslovna razstava. Sem nekako vzpostavila kontakt s Prirodoslovnim muzejem, imenovala se v Vrtincu sprememb. Potem recimo sem dala pobudo skupaj s kolegom, ki je direktor SNG Opere in balet Ljubljana, Staš Ravtar, za ustanovitev novega festivala junija letos, to je festival baleta. Tudi ta festival mislim, da ima za prihodnost velike obete, zato ker preprosto ljudje obožujejo balet in imajo v Sloveniji zelo dober balet, tako v Ljubljani kot v Mariboru. Potem, ne vem, z veseljem sem se ukvarjala z Nikolo Teslo in povezovala različne programe, še z večjim veseljem
veseljem z Ivanom Cankarjem, kjer smo imeli zelo lepo sodelovanje z Mestnim muzejem. Torej, ponavadi si zase zberem neko temo, ki mi omogoča, da se povezujem z institucijami v Sloveniji in tujini. Skoraj 10 let je bo že, odkar ste prejeli vajeti Cankarjevega doma. Kako gledate nazaj na to obdobje? V primerjavi s preteklostjo, še pod taktirko, recimo gospoda Rotovnika. Kaj se je spremenilo? Spremenilo se je zelo veliko, pa ne samo zaradi mojega predhodnika ali pa mene, ampak zato, ker se je tudi v zadnjih 10 letih, če dobro pomislimo, izjemno spremenil čas, v katerem živimo, ne. In ta čas pač predstavlja nove izzive in nemogoče je, da bi človek na enak način vodil, kot ga je nekdo Cankarjev dom vodil pred 10, 15, 20 leti, ne. Ampak moji glavni poudarki, ki jih vsak ima svoje poudarke, ne? Moj predhodnik je imel svoje poudarke, moji poudarki so bili pa odpiranje Cankarjevega doma za vse. In da ne gre samo za to, da človek pride v Cankarjev dom na neko prireditev, na koncert, na predstavo in gre domov, ampak da Cankarjev dom postane v zavesti ljudi neka hiša, kamor se lahko zatečejo, tudi če ne grejo na nobeno prireditev, ne. Zato recimo, če si predstavljate ta del Cankarjevega doma, ki je ob Prešernovi cesti, ne, sem nekako odprla en tak zelo majhen bifejček, ki se imenuje Idealist, ne, po tej Cankarjevi noveli, in je nekako ta del Cankarjevega doma, ko je vhod številka 1 s Prešernove ceste, postal zelo živahen in tudi galerija je veliko bolj oživela. Potem ena od mojih novih idej je bila ta, da v galeriji ne delamo samo likovnega programa, ampak tudi, da posežemo na področje narave in na področje tehnologije. Zato smo se recimo ukvarjali z Nikolo Teslo, zato smo recimo naredili razstavo o znanosti in tehnologiji v antični Grčiji, to je bilo tik pred začetkom pandemije, ne. To so bile recimo ene takšne novosti. Potem sem predlagala, da se jazz festival, ki ga mi prirejamo, razširi tudi izven dvoran, ne? Da ga prirejamo tudi v parku pred Cankarjevim domom, to se imenuje Park Svete Evrope, tam je Kidričev spomenik, in to se je izkazalo za eno res dobro idejo. Ljudje med tem festivalom, ki ga spremljajo seveda v dvoranah Cankarjevega doma, zelo uživajo, kadar imajo na voljo tudi glasbene dogodke, sedijo na travi, stojijo na stolčkih, poletje je, prijetna doživetja. Torej, ne vem, za neke take poudarke nekako sem si prizadevala in novosti, no. Se pravi, ni le prostor, kamor je treba iti na predstavo, koncert, ponuja še veliko več, ne? Pa opažate, da je obiskovalcev z leti več? Imate redne obiskovalce, zveste obiskovalce, ki se vračajo? Ja, imamo zveste obiskovalce, to pa vidimo potem, da tudi zelo radi imajo tako imenovano kartico Ivanka. To so tisti, ki zelo pogosto hodijo v Cankarjev dom. Vse lahko kar povem naravnost, da določeni posamezniki se vidi potem na kartici. Na mesec porabijo recimo v Cankarjevem domu tudi do 600 €, ena sama oseba, ne. Kar pomeni, da je ta oseba, glede na to, da so pri nas vstopnice relativno nizke, obiskala veliko prireditev. To pomeni, da so nekateri ljudje dejansko res navdušenci, a ne. In približno 1300 je teh imetnikov te kartice in lahko lepo zasledujemo, katere prireditve obiskujejo in kaj jim je pri srcu. Zdaj, kako bi rekla, eno ljubezen do Cankarjevega doma, naklonjenost do Cankarjevega doma izkazujejo tudi naši abonenti. In s našimi abonenti imamo mi tesen stik. Torej, pogosto pridejo tudi v naše informacijsko središče in osebno govorijo z
mojimi sodelavkami, ki so tam zaposlene, ne. In v prihodnosti bi rada pravzaprav to informacijsko središče še okrepila, zaradi tega, ker so takšni časi, da se večina vstopnic, skorajda 95%, proda po spletu. In da ta medčloveški stik med recimo zaposlenimi v določeni kulturni hiši in pa med obiskovalci potem izginja, kar pa mislim, da ni dobro, da je dobro, da se med seboj poznamo, zato imam nekatere načrte, ki so zdaj še skrivnost, ampak kako bi lahko to še okrepili, ne. Tako da okoli Cankarjevega doma se dejansko spletajo ene takšne lepe vezi, in tudi se pozna potem, da mi ljudje pišejo kar po elektronski pošti, če s čem niso zadovoljni, recimo tudi s kakšno malenkostjo, ne. Ni redkost, da zjutraj najprej dobim recimo elektronsko sporočilo, da me nekdo opozarja, da je bil na sedežu, na katerem je sedel čigumi, ne, recimo, ali pa kaj takega. Ampak se mi zdi to, potem vsakemu človeku odgovorim, ampak se mi zdi to lepo, no, da se čutijo tako povezane, da skupaj nekaj delamo, ne. Bili ste vodja gledališkega programa v Cankarjevem domu, pa vodja Slovenskega mladinskega gledališča in še. Kakšen pečat je pustil to obdobje na vas? Verjetno ste spoznali veliko znanih, tudi svetovno znanih oseb. To pa res. Mislim, ko sem bila v Cankarjevem domu vodja gledališkega programa in sodobno-plesnega, to je bilo kar 8 let je trajalo, takrat sem delala pa res s svetovnimi gledališkimi zvezdami, tudi izjemno uspešne koprodukcije, recimo z festivalom v Avignonu večkrat. Zdaj, zanimivo je to, ne, recimo eden od najbolj slavnih ljudi, s katerimi sem delala in s katerimi imam tudi neverjetne anekdote, je gledališki režiser Robert Wilson. On dejansko velja za enega največjih mojstrov gledališke umetnosti 20. stoletja, zato ker je bil prvi, ki je nekako rekel, ne, dramsko besedilo pa igralec, to ni najpomembnejše v gledališki uprizoritvi, ne, on je Američan, ampak je pravzaprav dela zelo veliko tudi v Evropi, ne. In on je prvi, ki je rekel, ne, vsi elementi gledališke predstave so enako pomembni. To pomeni, da recimo scenografija, prostor, on je po izobrazbi arhitekt, luč, glasba, vse to je enakovredno igralcu in enakovredno dramskemu besedilu, ne. In je pravzaprav s tem svojim popolnoma novim pristopom je obrnil na glavo, ne. Potem, ko je on začel delati v Evropi, dejansko evropsko gledališče ni bilo več to, kar je bilo pred njim, ne. Je pa seveda bilo z njim neverjetno, jaz nisem mogla verjeti, da pravzaprav je sploh prišel v Ljubljano takrat, in sem imela tudi tako anekdoto, da je tudi zamujal na letalo, ko je odhajal, ne, in da ravno, ko sem ga peljala na letališče Brnik, ne, je počila guma na avtu in potem smo se dejansko v velikih oblakih dima komaj da pripeljali do letališča. Mislim, take fascinantne zadeve doživiš, ne. Moram pa reči, da tisti ljudje, ki so bili pred 30 leti v svetovnem gledališču, v evropskem, recimo številka 1, so tudi še vedno sedaj. Takrat so bili mladi, to je pravzaprav moja generacija, morda stari 20 let, ravno tako Wim Wendekejbus, Jozef Nač, Anna Tereza Dekej-Smakal in tako naprej. Ti ljudje so bili takrat stari 20 let, zdaj so stari pa 50-55 let in so še vedno v neverjetnem ustvarjalnem zagonu, ne. To je ta posebnost. In v resnici me zelo preseneča, da je tako malo mladih ljudi, ne, da je tako malo mladih ljudi pravzaprav zasedlo pomembna mesta v evropskem gledališču. Moram pa reči, da so pa tudi določene lepe stvari, recimo, da je slovenska režiserka Mateja Koležnik
se izjemno uveljavila na področju nemškega gledališča, da je zelo spoštovana, kar sploh ni lahko, ker je tam konkurenca velika, in da smo na njo zelo ponosni. Morda se tudi malo ve, da je eden največjih evropskih režiserjev tudi Martin Kušej, ki sem ga jaz poznala kot še zelo, zelo mlada, mislim, da sem bila stara 18 let, ko je delal v gledališču Glej. On je napol Slovenec, napol Avstrijec in govori tekoče slovensko in on je tudi ena takšna mednarodna gledališka zvezda. To za Slovence sploh ni lahko, ne? Mi imamo tudi zdaj po svetu veliko prestižnih glasbenikov v najboljših orkestrih, tudi v berlinskih filharmonikih, kar 3. Tudi na področju vizualne umetnosti bomo drugo leto v Cankarju predstavili mlado generacijo, ki se je izjemno uspešno uveljavila v svetovnih galerijah in muzejih, ampak to sploh ni lahko, zato ker je velika razlika v umetnosti, če izhajaš iz večjega naroda ali manjšega, ne? Če si Francoz, Italijan, Nemec, Avstrijec, to so te vodilni evropski kulturni narodi, je uveljavitev zagotovo veliko lažja, kot pa če si Slovenec. V nekem obdobju je kultura pravzaprav obstala v času pandemije. Kulturniki niste smeli delati. Kako ste to občutili v Cankarjevem domu? Ja, to je bilo res grozljivo, zaradi tega, ker je razlika med Cankarjevim domom in preostalimi kulturnimi zavodi v Sloveniji, večino njih takšna, da moramo mi sami zaslužiti skoraj da od rečemo 40 do 50% celotnega proračuna, da sploh obstajamo, in tudi za plače pokriti recimo sami med 30 in 38%. To pomeni, da nam je na začetku pandemije dejansko grozilo to, da bi v Cankarjevem domu moralo službo izgubiti kakšnih 40 zaposlenih, ne. To je pa po mojem mnenju nekaj najhujšega, kar se sploh instituciji lahko zgodi. Tako da smo skupaj s skupino mojih sodelavcev, bilo nas je 5-6, dejansko ne bi šla v podrobnosti, ampak potili krvavi pot, da je Cankarjev dom lahko obstal z vsemi zaposlenimi. Razloga sta bila predvsem 2. Prvi je socialni čut. Popolnoma nepravično in grozljivo bi bilo, da bi se nekateri naši sodelavci morali ravno v času pandemije znajti na Zavodu za zaposlovanje. Drugo pa to, da Cankarjev dom bi bil tako opešan kadrovsko, da si ne predstavljam, kako bi znova ga sploh pognali v življenje. Ampak na srečo se je to pač dobro izteklo. Je pa dejansko Cankarjev dom v teh 40 letih obstoja imel 2 hudi preizkušnji. Prva je bila v času, ko se je začela vojna na Balkanu, torej v času osamosvajanja Slovenije. Takrat je bil Cankarjev dom zaprt, tudi zaprt, ne, saj vemo, da je služil tudi v obrambne namene, ampak na srečo je takrat to trajalo krajši čas, ne. Tukaj pri pandemiji je šlo pa kar za 2 leti. In takrat je sicer ta vojna na Balkanu izjemno negativno vplivala na našo kongresno dejavnost, ker enostavno ljudje, ki prirejajo kongrese, so se počutili, da je to regija, ki ni varna, in so jih množično odpovedali. Ampak veliko hujša preizkušnja in najhujša do zdaj v zgodovini Cankarjevega doma je bilo pa to 2-letno zapiranje, ne, ko smo bili zaprti ali pa odprti z temi omejenimi kapacitetami. Tako da sem bila jaz osebno zelo, zelo žalostna, stravmirana in zaskrbljena. In na vse mogoče načine sem si skušala predstavljati, kakšno bo naše okrevanje sploh. Ampak potem, zdaj danes, v tem trenutku, pa lahko rečem, da je bilo to okrevanje veliko hitrejše, čeprav se to covidno obdobje pri poslovanju še pozna, ampak veliko hitrejše, kot sem si predstavljala, na srečo.
Ampak vse je praktično obstalo, ne? Galerijska dejavnost, filmska umetnost, knjižna umetnost, kjer pa so pravzaprav ljudje večinoma samozaposleni. Ja. To je bilo grozno, recimo, v bistvu niso bili vsi v kulturi na enak način prizadeti, ne, vi imate prav. V bistvu smo bili pri javnih zavodih najbolj prizadeti tisti, ki imamo visok odstotek lastnega prihodka, malo manj so bili lahko v skrbeh tisti, ki imajo iz javnih sredstev v celoti ali pa skoraj da v celoti pokrite plače. Ta del kulture, kot ste omenili, to so pa nevladne organizacije in samozaposleni, to je bilo pa dejansko najhujše, ne? In tudi zato smo v Cankarjevem domu bili pa v času pandemije pa dejansko ena od redkih evropskih institucij, ki je delala program tudi v času, ko ga v živo ni smela. Kar pomeni, da smo mi na vse pretege prirejali koncerte na naših odrih, gledališke predstave, ogromno tega mladinskega in šolskega programa, mi smo jih posneli in potem predvajali. Ne samo zato, da ohranimo stik z umetnostjo, ampak tudi zato, da ponudimo vendarle delo ljudem, ki so bili takrat najbolj brez kruha, ne. To je bila tudi en od naših prioritetnih ciljev, ne. Tako da je prišlo tudi do tega, da smo mi recimo delali programe z gledališčniki, z umetniki, recimo za šole, ko je recimo neka interaktivna predstava potekala na odru Cankarjevega doma, pa so jo potem spremljali učenci doma, ki so imeli pouk po Zoomu, vendar ni šlo zgolj za nek posnetek, neke arhivski posnetek, ampak je bila možna tudi interakcija, da so se učenci, da so se ti mladi ljudje lahko z igralci prav pogovarjali, a ne. In to so bile ene take inovativne zadeve, recimo priredili smo tudi jazz festival, ko so lahko v Cankarju nastopali sam slovenski umetniki, a ne, medtem ko umetniki iz tujine pa niso smeli zaradi protikoronskih ukrepov prihajati, ampak smo vse naredili tako, da smo povezali Slovence z umetniki iz tujine po spletu in da so imeli skupne koncerte, kljub temu, da niso bili v živo v istem prostoru. Kupe nekih inovativnih zadev smo si spomnili, tudi to, da smo recimo v celoti izvedli filmski festival, ki ste ga lahko kupili doma, a ne, kupili ste kodo, pa ste potem filme gledali ali na mobitelu, ali upam, da na računalniškem zaslonu, televizijskem zaslonu, ne. In potem smo nekaj tega, kar smo se v koroni naučili, poskušali ohraniti tudi po koroni, ne. Tudi zdaj recimo, ko imamo festival Liv, mislim, da je bilo letos 10 do 13 filmov, ki so jih lahko ljudje gledali doma. Nažalost ne več, ker se distributerji ne strinjajo s tem, ampak to je zelo dobro tudi za tiste, ki pa recimo živijo, v Murski Soboti ali pa v Kopru in od katerih težko pričakujemo, da se bodo peljali zvečer v Cankarjev dom na en film, ne. Ali pa recimo meni se je zgodilo, da sem ravno med Livom imela korono, torej COVID, tako da sem potem teh 13 filmov si ogledala doma, ne. Torej so nekatere stvari, no, da kot rečejo, vse, kar je slabega, morda prinese tudi kaj dobrega. To je bilo eno grozno obdobje, v katerem pa smo se tudi kaj naučili, kar uporabljamo danes. Ste predsednica Nacionalnega sveta za kulturo. Kaj pomembnega prinaša resolucija na Ministrstvu za kulturo? Prav zdaj pripravljajo neke spremembe, krepiti zavest, narodno zavest o kulturi, pa tudi izboljšati položaj samozaposlenih v kulturi. Kaj bi izpostavili? Ja, zdaj ministrstvo pripravlja to novo resolucijo.
ki smo jo mi že prebrali in je zelo splošna in zelo spodbudna. Ne smem zdaj o podrobnosti govoriti, ker še ni v javni razpravi, kmalu pa bo. Ampak še bolj napeto kot to, ta splošen dokument, ki spodbuja skrb za kulturo v Sloveniji, je pa tako imenovani akcijski načrt, ki ga pa še pripravljajo in pravijo, da bo končan nekje konec januarja in da bo imel celo 100 strani. No, v tem akcijskem načrtu pa pravijo, da bodo pa tisti konkretni ukrepi, ki pa vse kulturnike, pa tudi vse ostale državljane najbolj zanimajo, ne? Najbolj nas zanima to, recimo, kje bo država podprla novo infrastrukturo, kaj bomo prenovili, kaj bomo novega zgradili, kako bomo poskrbeli za tiste, ki so najbolj ranljivi, kot ste rekli, od samozaposlenih do nevladnih organizacij. Ampak ne nazadnje je pa tudi v javnih zavodih veliko, kar je potrebno še postoriti. S tem mislim na to, da smo na eni od na predzadnji seji je gospa direktorica muzeja, Dolenjskega muzeja, povedala, da je bila zadnja nova zaposlitev v tem muzeju odobrena strani Ministrstva za kulturo pred 20 leti, ne. Zdaj, če pomislimo, koliko novih izzivov je na področju muzealstva, ne nazadnje tudi digitalizacija zbirk in tako naprej, potem vidimo, ne, da je večina javnih zavodov v kulturi dejansko podhranjenih, ne, tako za strokovnimi kadri, kot so kustosi, kot so umetniški kadri, predvsem pa s tistim, kar sem na začetku pogovora povedala, to so tehnično osebje in pa predvsem strokovnjaki s področja informacijskih tehnologij, torej računalničarji, programerji, ki jih v kulturi ravno tako potrebujemo, pa jih ne dobimo, zato ker dejansko oni ponekod v gospodarstvu v 2 dneh zaslužijo toliko, kot bi v Cankarjevem domu ali pa v nekem muzeju v celem mesecu. Pa je z novo vlado kaj bolje v kulturi? Kakšen je proračun za prihodnje leto, prihodnje 2 leti? Zdaj, proračun smo obravnavali ravno tako na zadnji seji. Ta integralni proračun, to pomeni ne kohezijska sredstva in kakšna druga sredstva, je zmanjšan za 4%. Zdaj, to se ne sliši prav veliko, ne, hvala Bogu, kljub temu smo zaskrbljeni, zato ker so se pa vse storitve, ki jih tudi mi uporabljamo, ne, recimo oglaševanje, potem elektrika, omrežnina, temu se reče splošni stroški, ne vem, papir, vse to se je podražilo za 20-30%, ne. In če pomislimo potem, da imamo v kulturi 4% manj, potem to pomeni, da imamo skupaj skoraj 34% manj, skoraj tretjino, ne. Zdaj, kakšno bo točno stanje, ne vemo, ker mi v bistvu odločbe dobimo v začetku januarja, v katerih potem piše, v kolikšni meri bomo podprti z javnimi sredstvi. Seveda se Ministrstvo za kulturo tega zaveda, iščejo tudi druge vire, kot so recimo sredstva drugih ministrstev in tako naprej. Torej, kulturni budžet je majhen v primerjavi z drugimi budžeti in potem vsak evro, vsak srebrnik ali pa zlatnik, ki manjka, ki ga potegneš ven iz tega kupčka, potem zelo močno zatrese cel sektor. Je pa seveda jasno tudi to, da smo kulturniki pač neki empatični ljudje in da se zavedamo, če državo prizadenejo poplave, recimo, da pač je treba tudi včasih zategniti pas, ne. Zdaj, smiselno je zategovanje pasu, dokler se tisti, ki ta pas nosi, ne zaduši, ne. Torej, da ostane živ, ne. Zdaj, vse ima svoje meje, no, tako bi rekla, vse ima svoje meje. In da se tudi privarčevati, ampak je treba dobro razmisliti, kje je to smiselno in na kakšen način. Je zgodba s simfoniki RTV Slovenija in Big Bandom RTV Slovenija zaključena?
Očitali so vam celo, da strašite ljudi z ukinjanjem. Ne, jaz ne vem, kako je zdaj trenutno s to zgodbo, ampak jaz lahko povem, da simfoniki imajo v Cankarjevem domu zelo dober abonma Kromatika in da smo mi že 21. novembra, sem dobila e-mail, v katerem so napisali, da ker ima RTV Slovenija težave, da bo tako malo denarja, da jih skrbi, če bodo lahko ta abonma spomladi izvedli do konca. Tako da ne gre za prav nobeno strašenje, ampak upam, res upam, da bo vodstvu RTV Slovenija uspelo tudi to nekako rešiti. Zdaj, veste, med simfoniki in drugimi primerljivimi orkestri, kot je Slovenska filharmonija ali pa oba orkestra, to je ljubljanska in mariborska opera, je določena razlika. Ta razlika je ta, da se filharmonija, potem orkester v Mariboru in v Ljubljani sofinancira z javnimi sredstvi iz javnega zavoda, torej opravljajo javno službo, tako kot Cankarjev dom dobi podporo Ministrstva za kulturo, tudi oni, in potem iz te podpore črpajo denar, ki je potreben za glasbenike, za note, za dirigente, za substitute in tako naprej. Medtem ko pri RTV je to nekoliko drugače, gre za drugačen tip zavoda, to pomeni, da so tam simfoniki sofinancirani iz naročnine, iz tega, kar mi plačujemo naročnino za RTV Slovenija. In očitno je vsaj v tem trenutku to vir financiranja, ki je manj stabilen kot v filharmoniji, kot v SNG Maribor, kot v ljubljanski operi. Tako da jaz predvidevam, da bo njihovo vodstvo iskalo rešitve, kako tudi njihov vir narediti bolj stabilen in ohraniti vse to bogastvo, ki ga imajo tudi v Big Bandu in tudi pri zborih. Pred 54 leti se je rodil Radio Študent. Vedno smo rekli, tam pa imajo svoj vrsten način poročanja. Vi ste prišli ravno v času afere JBTZ, takrat ste začeli. Kako je to vplivalo potem na vas? Ja, jaz sem že malo prej prišla, ampak potem je bilo pa to v bistvu najbolj tak zapomljiv dogodek. Leta 1988, ko so se pojavile aretacije protagonistov te afere, nas je dejansko Ali Žerdin, ki je bil odgovorni urednik, popoldne sklical vse urednike in povedal, da nihče ne bo od drugih medijev poročal o tej aferi in da če bomo sodelovali, ne sodelujemo, drugače pa ne bo nobenega silil k temu, ker morda utegne biti tudi nevarno. In res je bil Radio Študent dolgo časa edini medij v Sloveniji, ki je o tem poročal. Jaz sem bila kot urednica kulturne redakcije zadolžena, da sem šla, ne vem, ali je bilo vsak dan ali kolikrat na teden, na protestne večere, ki so se dogajali v Pen klubu, in sem tam seveda vse posnela in potem, takrat smo imeli še take zelo težke snemalne naprave, imenovali so se, mi smo jim rekli UHR, ampak v resnici so bile to nemške naprave UR, imele so 16 kil in bil je še tisti trak, če se ga spomnite, take rjave barve, s katerim smo potem dobesedno tekli na Radio Študent, da smo šli za temi vsemi dogodki v eter. Potem mislim, da sem bila edina v Sloveniji, ki sem v živo v studiu povedala, da so protagoniste afere JBTZ tudi na Roški izpustili. In takrat se spomnim, da me je taksist brezplačno s tem snemalno napravo peljal v klet Radio Študent, ker so bili tudi taksisti solidarni z nami. To so bili res taki lepi trenutki, ko je bilo v slovenski družbi polno upanja, ko je bilo tudi v slovenski družbi polno kolegialnosti in sodelovanja, in ne gre samo za tak izjemno lep spomin, zato ker sem bila mlada, zdaj pa nisem več, ampak zato, ker so bili to časi, za katere si res želim, da bi pač tudi moj sin ali pa naši otroci, naši vnuki jih kdaj doživeli, da bi doživeli čase, ko je v družbi upanje, ko je v družbi
medsebojno sodelovanje, ko je v družbi zelo malo zla, ne pa, ko je v družbi neka energija, ki ljudi pelje v destrukcijo namesto v konstrukcijo, ne, ki je neustvarjalna. Radio Študent še sledi svojemu poslanstvu danes, da povejo, kar mislijo? Jaz ne vem, jaz mislim, da ja, no. Jaz ga ne poslušam zdaj več zaradi tega, ker dejansko moji dnevi so takšni, da sem zelo veliko z vsemi mogočimi ljudmi v živo, z mojimi sodelavci, potem z mojo družino ali pa tudi z zunanjimi sodelavci, da sem zvečer na prireditvah, tudi po 3-krat, 4-krat na teden, tako da za poslušanje radia imam premalo časa, ampak jaz bi se zelo čudila, če Radio Študent ne bi bil več nekaj posebnega. Zasledim pa v klipingu včasih, ko poročajo tudi o kulturi pa o umetniških dogodkih, je pa jasno, da tudi Radio Študent mora kljubovati na svoj način novemu času, ne. Tudi oni ne morejo biti takšni, kot smo bili mi pred 30 leti. Decembra je vrata odprla razstava o punku v Sloveniji skozi čas, s fotografijami, številnimi sodelavci, umetniki. Kdo je odprl svoje arhive na ogled? Ja, arhive so odprli tako zasebniki, torej zasebni fotografi, nekateri se potem sploh, nekateri so profesionalci, recimo tako kot Tone Stojko, ampak nekateri se sploh niso potem več profesionalno s fotografijo ukvarjali. Sodeloval je tudi tako Moderna galerija kot Muzej novejše zgodovine, ki imajo tudi nekaj tega materiala v svojih zbirkah. Ves material je zbirala Marina Gržinič, dr. Marina Gržinič, in sicer v sklopu ZRC SAZU. To je pač inštitut, ki v bistvu trenutno na znanstven način proučuje 80. leta prejšnjega stoletja. Opravljajo tudi znanstvene intervjuje, ki jih imajo potem na voljo za svojo rabo. Direktor tega inštituta je dr. Oto Lutar in tudi jaz sem bila ena od teh udeleženk takšnega intervjuja. In mene zelo zanima, no, kaj bo iz tega nastalo. Mislim pa, da je pravi čas, da se oni v tem trenutku nabirajo ta material, da se pogovarjajo z ljudmi, ki smo bili v tistih časih aktivni. Nenazadnje, na žalost, jih je prav veliko pomembnih junakov ali junakinj tega časa, ki sploh niso več živi, pa tudi naš spomin v bistvu z leti bledi, ne. Spominjamo se zelo selektivno in je treba velikokrat oreng pomisliti, da se spomnimo, kako je v resnici bilo, kako si pa mi predstavljamo oziroma so nastale neke mitološke kultne zgodbe o tem, kako naj bi bilo, no. Se mi zdi, da je pravi trenutek za takšno raziskavo. Kako pa je bilo po vašem? Ja, po moje je bilo super in tudi zdaj sem brala intervju nisem ga še do konca prebrala, v sobotni prilogi s skupino Irvin, ne. Ko sem pa prebrala tam v podnaslovu, da so bila 80 leta tista, ne, v katerih so se počutili najbolj svobodne. Tako sem se počutila tudi jaz in moji prijatelji, in pa to je bil dejansko čas, v katerem se je socializem počasi poslavljal, kapitalizem pa še ni prišel, tako da za kulturo in umetnost je bil to zagotovo neponovljiv čas, v katerem smo imeli občutek, da smo res zelo, zelo svobodni. Potem se je pa seveda ta svoboda zopet začela krčiti. Povabiva obiskovalce še na spektakularni balet januarja. Ja, to pa zagotovo. To je balet Faust v koreografiji Edvarda Kluga. Sodelovanje z Mariborom in torej z SNG Mariborom in Cankarjevim domom je res zelo lepo in plodno. Jaz osebno predstave še nisem videla, ogledal si jo Andrej Jaklič, ker sem bila ravno takrat zaradi tega covida v postelji.
Moj kolega Andrej Jaklič, ki skrbi za gledališče in sodobni ples, je pa rekel, da je pa to eden od vrhuncev Edvarda Kluga, ne? In tisti, ki imamo radi njegove predstave, ki ga občudujemo, Edvard Klug je zagotovo ne samo slovenska, ampak svetovna zvezda, in če tak strokovnjak, kot je Jaklič, reče, da je to eden od vrhuncev, potem v bistvu ni skrbi, da ne bomo res dejansko uživali. Ste uspešni v svojem delu, zadovoljni s tem, kar delate? Ste obuli pred 10 leti velike čevlje? Ja, sem v smislu kvantitete zagotovo. To mi je bil velik izziv, zato ker je to, mogoče lahko rečem, zaradi raznovrstnosti programa in pa še zaradi visokega deleža lastnega prihodka, kar najbolj zahtevno mesto v kulturnih institucijah. Ni mi žal, doživela sem res veliko lepega, pa tudi res veliko groznega. In upam, da bom zdaj do konca svojega življenja lahko tako lepo kot grozno izkoristila, da bo moje življenje bogato in smiselno. Pa zaključiva sanjami, s katerimi sva začeli. Želimo vam lepe sanje o Cankarjevem domu, veliko uspešnih prireditev in dober obisk. Najlepša hvala. Z vami sem bila Nataša Repovž.